Manj je več. Ta misel mi prihaja naproti na današnji dan, dan pepelnice, ko vstopamo v sveti postni čas. Čas milosti, čas Božje bližine. V teh dneh me je pot vodila po Braziliji in danes se odje poslavljam na poseben način. Bratje so me povabili, da obiščem skupnost, kjer oni skupaj s prostovoljci skušajo stopiti naproti bolnim, tistim, ki so v življenju srečali AIDS, bolezen, ki straši, bolezen, ki izloča. Ljudje, ki so izgubili vse, predvsem pa stik s svojimi, so tu našli bližino. Manj lahko postane več. Če se seveda človek odpre temu notranjemu nagibu, da ne živi sam zase, ampak da je poklican živeti za drugega. In moč te spremembe je v Kristusu, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel. Postni čas ni samo odlaganje stvari, očiščevanje od vsega tistega balasta, ki ga življenje prinaša in ki se lepi na nas. Post je predvsem odpreti srce Gospodu, da me prebudi za dobroto, da me prebudi za človeka, v katerem živi Jezus Kristus. Živa podoba, njegova moč in njegova ljubezen nas bosta vodila k ljudem. Manj za sebe in več za druge. To naj bo postni čas. Čez 2 dni bomo pri bogoslužni molitvi, pri maši, slišali naslednjo molitev. Opravili smo prva spokorna dela. Eden od pridigarjev, in te pridige se spomnimo celoti, je rekel takole: Bratje, rekli smo Gospodu, da smo opravili prva spokorna dela. Vprašajmo se, katera. Začnimo torej danes odpirati srce Gospodu in iti naproti bratom in sestram, da bodo začutili, kako neskončno jih ljubi, da je on v stali, ki se jim bliža in ki dviga človeka pod človekom.